Pozdravljeni nazaj. Upam, da ste vsi degustirali olj, da ste se vsi razširili, tako kot je Jernej nas prej spodbudil. In zdaj nadaljujemo s tretjim predavateljem, Simonom Prosenom in njegovim uvodom v slovensko duhovnost Postava. Simon iz Gorenjske. Grosupeljski oder je že drugič tvoj. Hvala. Zdaj te pa videla, kako deluje vinol. Pa še kaj druga zraven. Marsikaj bo dala, ja? Uvod v slovensko duhovnost. Vse imamo. Prej, ki je Vesna razlagala o teoriji prihoda, je ena zelo lepa stvar. Od nikoder nismo prišli, pa tudi nikamor ne bomo šli. Skozi smo tukaj, kot narod. Ampak nekaj je ključno, ne? Stati je treba. Ker če ne stojiš, potem ležiš in to ni to. In v tem oči postava. Prosim? Ali pa klečiš, kar je še slabše, ne? Te prvo samo malo od mene, zakaj sem povestičar. Povestičar sem zato, ker pišem povest. Povest je stara slovenska beseda za zgodovino, pa ne samo za zgodovino, tudi za duhovnost in bojevslovje. Ker že sama beseda vest pomeni ogromno. Zdaj, prekle sem pa še z Milanom govoril, mi pa dal še eno iztočnico. Vest je tudi povezovanje, sprav povest, povezovanje. Povezovalne zelo. Poleg tega, da vest pomeni tudi, da si vešč, izkušen. To se pravi, veš, kaj delaš, veš, kako delaš in veš, zakaj to delaš. Povestičar je pa nekdo, ki raziskuje in predaja povest po svoji vesti naprej. In povestičar ima v nazivu teacher. Teacher, se vsi spomnimo z angleščino, učitelj, in točno to so delali naši svečeniki. Poučevali so, ker modrost mora iti naprej. Ima pa tudi v besedi čar, smo pa tudi slišali danes, je pa to stara slovenska beseda za simbol, ali pa z drugim besedam povedano, povestičar je delal z subtilnim, nevidnim, duhovnim svetom. In od tega vam bom jaz danes kar nekaj pokazal in upam, da bo to tako enostavno, da boste čutili tako kot jaz. Vsi prihajamo iz enosti. Ampak to velja za duhovni svet. V fizičnem svetu je malo drugače. Danes smo veliko govorili od vrtenja, od kolesa in izvor, začetek vsega je tle noter v tisti črni pikici, v centru. V tisti točki ni hitrosti, ni vrtljajev, ni časa. To je sama praznina. In praznina je tisto, kar vsi mi želimo priti. Danes je to bolj popularno razsvetljenje, ampak če bi bil razsvetljena rešitev, pa bi se že veliko ljudi razsvetlil, pa ni. Cilj je praznina, biti prazen, ker v praznini je v bistvu vse. In življenje nas tako vrti. In zdaj, če smo mi neodločeni, potem smo na obodu, na centrifugi in nas vrti. Slovensko izrečilo pa pravi, da si z vrtenjem, če si odločen, če si iskren do sebe, da si z vrtenjem
pomagaš iz tega oboda priti ven in priješ nazaj do izvira. In to je ključno. A ne pravijo, vsi smo enaki, vsi smo iz istega izvora, duhovnega ja. Ampak tukaj na tem fizičnem svetu smo različni. Žal je tako. Danes, če pogledamo slovensko istovetnost, slovensko zavest, je zelo nizka. Ker če ne bi bila, potem nas danes tukaj ne bi bilo. Potem ne bi rabili tega zborovanja, da se spomnimo, kdo smo. Zato je čas, da vstanemo. Zato je čas, da se zbudemo, ker svet čaka na nas. Trenutno smo mi najšibkejši člen na svetu. Smo najmočnejši, ampak mislimo pa, da nismo nič. In te prvo bomo popravili pri sebi, bomo vstali in s tem bo v bistvu že vse narejeno. Postava je danes tako nepoznana beseda, zelo malo se jo uporablja, ampak če pogledamo Prešerna, Prešeren jo je kar veliko uporabljal in je točno vedel, kaj postava je. In postava je še vedno v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Ima sicer kar precej abstraktne opise in moja žena pravi, kako vem, kaj iz tega vam potegniti. Ampak če to pogledaš iz simbolizma, pomeni točno to. Postava je res fizično videti človeka, da je nekaj fizičnega, ampak bistveno zadaj za tem fizičnim je pa duhovno, duhovni prostor, duhovno telo. In tega moramo mi spoznati, zbuditi sebe. In tlele bi se navezal na zadnjega živečega Dehnarja, od katerega je dobil pričevanje da sem pa pozabil, Janez Strgar, preko Pavla Medveščka, ki mu je pripovedal, kako je Dehnar učil svoje ljudi, kaj je za njih pomembno. Učil jih je, da so principi zlb pa db najbolj pomembni v odnosu. Zlb pomeni zvestoba, ljubezen in poštenost, db pa dobrota in ponos. In tukaj bi se ustavil pri ponosu, ker kaj je rekel? Šibkejši v odnosu mora nujno imeti podnos. Sicer se ni odnosa, ni ravnovesja, sicer se vse podere. Točno to mi danes Slovenci nimamo. Nimamo ponosa. In zdaj, če mečkaj naprej pogledamo, kaj je ponos? Nos je noter. Zadnjič sem bral, da Napoleon, kako je Napoleon izbiral svoje sodelavce. Iskal je take, ko so imeli velike nosove, ker tak človek ima velik nos zavoha in ve, kdaj ukrepati in kako ukrepati. Zato tudi danes tisti, ki dobro vohate, ste zavohali bukovo kresilko. Zame je to božja iskra iz gmajne. In tlele kadi. In v bistvu bukova kresilka je ena od rastlin, ki nosijo duha. In ga preko vohanja, preko duhanja uživiš v sebi. In slovensko izročilo je tukaj zelo enostavno. Beseda duh pride tako iz diha, kakor iz dima. Oba dva sta enakovredna. To se pravi, duh se prenaša z zavestnim dihanjem,
zraka oziroma kisika, kakor nas učejo, čeprav v bistvu mi zavestno dihamo duha, zato začnemo duhati. In ko duhamo, imamo duhovnost, tako začnemo duhovno živeti. Ali pa če vonjamo dim, je pa isto. In v bistvu duša je zadušen duh v telesu. In zdaj, kaj bomo s to dušo naredili, s tem zadušenim duhom, lahko pustimo in trpimo in se pač iz tega razvijajo bolezni, ali pa osvobodimo in poletimo. In ko je duh osvobojen v telesu, potem z egom ni nobene težave več. Ker se v telo se nasili ravnotežje, ravnovesje in v bistvu vse je prav. In začnemo živeti. In pri duhanju je najbolj pomembno dobiti rastlino, zelišče, ki prenaša duha. Jaz sem do zdaj dobil 2 rastlini, obe sta gljive. Ena je bukova kresilka, to, ki je zdaj vohate, to je v bistvu lesna goba, ki raste na bukvah in ima neverjetno sporočilno ime bukova kresilka. Buk je staro ime za Boga, kres je kresnik, spet staro ime za Boga. To se pravi, bukova kresilka ima dvojno božje ime ali pa božje ime na kvadrat. To se pravi, bolj pomembne stvari je zelo težko dobiti. In točno to bukova kresilka dela. Nepogrešljiva je bila v preteklosti. Vse zato, kar piše, za vse to so jo uporabljali, pa še to ni vse. Še marsikaj drugega dela, predvsem zbuja duha v telesu. Jaz imam danes s sabo, bomo pa tudi lahko degustirali, tamle v kotu boste dobili in boste videli, kaj sprošča to. Prej sem rekel, da sta dve rastline, druga je pa rdeča mušnica, ki tudi prenaša duha. S tem, da mušnica dela bolj na duhovnem delu, bukova kresilka pa dela bolj na fizičnem delu. Ko sta pa skupaj, sta pa dolgoživost. In točno to sem dobil pri Damjanu Ovsecu, ki je napisal, da atributa dolgega življenja sta rdeča mušnica in bukova kresilka. In to so poznali v naši tradiciji neverjetno dobro, tudi uporabljali. Žal pa zadnjih 100-150 let skoraj čisto pozabili na to. Ampak zdaj je tukaj, da smo mi, da to spomnimo, da potegnemo ven iz pozabe in začnemo uporabljati. In zdaj sam izkoristim priložnost, 14. marca bomo predavanje o gobah, predvsem o gljivah, gobah in glavna kraljica bo bukova kresilka. In bom to malo na daljši način razložil in boste videli, kaj v bistvu je vse zadaj v eni preprosti gljivi. To je najbolj pogosto vprašanje, ki ga jaz dobim. Kdo smo Slovenci? In v bistvu je zelo enostaven odgovor. Če greste v Ljubljano na trg, pogledati Prešernov spomenik, boste videli, da eno najbolj elitnih mest, pa elitno mislim za energetskega področja, v glavnem mestu, na to mesto so naši predniki postavili kip kulturnika, ki v roki drži knjigo, nad njim pa stoji ženska. Ostali narodi imajo na takih mestih vojskovodja, generale s tisto držo. To držo vemo, v kaj pile.
mi imamo kulturnika z knjigo v roki in nad njim, pa hkrati za njim je ženska. Simbolno, ker ženska mora biti za moškim, zato da jo moški varuje. Nad njim pa pokaže, da sta enakovredna. Druga stvar je pa, da vstati niti ni tako problem. Problem je obstati. Tako je, kot je že Truba rekel, stati in obstati. Ker vedno pride eden močnejši, vedno pride eden trši od tebe. In tukaj je pa ključna stvar, ki so jo razvili naši predniki, to je pa milina. In milina ni ženska lastnost, kot danes razlagajo. Milina je lastnost človeka, ki čuti duha v sebi in se je pripravljen premikati, gibati v skladu z razvojem situacije. Če se umakneš, ne pomeni, da si reva, ampak umakneš se zato, da preživiš. Ne zato danes govorimo slovensko. In sam en primer, kaj smo Slovenci, kaj smo sposobni, se v tem bi lahko govorila par ur, ampak sam en primer. Herman Potočnik, on je napisal leta 1929 knjigo Problem vožnje po vesolju. To knjigo so prevedli v nemščino, angleščino in ruščino. Vsi trije narodi so jo uporabljali kot temeljno čtivo, preden so poleteli v vesolje. Sprav, knjigo Slovenca so uporabljali in marsikdo od teh priznava, da brez te knjige ne bi naredili to, kar so. In če si pogledamo njegov princip vesoljske postaje, vas nekaj spominja na kolo, Kresnikov kolo. Se prej je Metod rekel, da sem ga jaz tako pomenoval, jaz ga nisem tako, jaz sem ga sam potegnil iz pozabe, ker Kresnikov kolo so uporabljali do prve svetovne vojne čist po celem slovenskem etničnem ozemlju. Potem smo pa pozabili zaradi grozot prve in druge svetovne vojne, da smo pa to prestopili in zdaj bomo pa to lahko živeli. In ta princip je, jaz sem prepričan, on dobil v duhovnem premišljevanju, ker to je princip kroženja spirale, tisto, kar sem vam pokazal na začetku. Slovenci imamo tudi bajko Kresnikov dvoboj, ki ravno to pomaga razrešiti, kaj naredi z nami. Ta prvi princip je, da se nikoli ne boriš z egom, ker ko se boriš, vsaka bitka je v bistvu izgubljena. Boj vodi vedno v propad. Ti v bistvu moraš to sprejeti. Sprejmeš pa najlažje tako, da začutiš duha in potem se v bistvu vse reši samo od sebe. Drugi princip je pa, da če ne spoštuješ preteklosti, potem si v konfliktu s samim sabo in ko si v konfliktu, se bliža propad. To se pravi, ko bomo mi sprejeli svojo preteklost, takrat bomo mi ustali. Takrat bomo mi dobili svoj ponos, svojo istovetnost in bojo vsi problemi rešeni. Današnja družba pravi, da recimo, naprimer, ko zboliš, vzemi zdravilo, vzemi super hrano, vzemi ta pripomoček, unoterapijo, 3., 4., 5. Samo nalagaj in nalagaj in nalagaj. Naši predniki so imeli drug princip. Ko je bila težava, so
so šli v post in so samo odlagali. In to je v bistvu prava pot. Ti moraš odložiti, ker je v bistvu vsega preveč. In ena od takih, ker je tudi preveč, je tako imenovana slovanska mitologija. Že samo ime slovansko je čist napačno, da pa so še veliko skupino ljudi, ki govorijo podoben jezik, stlačilo v eno skupino. In zdaj v tej skupini, kjer je 500 milijonov ljudi, imamo skupna božanstva, imamo skupne bajne like, imamo skupno mitologijo, je pa milo rečeno gnojanca. Ker v tem ne najdeš ničesar. Ne moreš najdeti. Ker v tem so naredili en cel panteon bogov in velik zbor bogov. Na začetku sem pokazal, kako deluje spirala. Gre iz točke. In naši predniki so vedeli, da Bog je samo eden. Ker iz tistega mi izhajamo. Sprav ne more biti bogov. Ne more biti množina. Samo eden je. Drugič, naša družba je bila enakopravna. Moški in ženska sta bila enakovredna, enako razmerje sta imela. Zakaj bi se en Bog bojeval z drugim za tretje božanstvo? To imajo lahko patriarhalne družbe. Slovenska družba tega pač ni imela. Potem je prišel Triglav kot troglavi Bog, ampak njega slovensko bajoslovje ne pozna. Oziroma ga pozna po letu 1848. Zaradi panslavizma. Prej pa tega ni bilo. Potem nam prodajo eno boginjo živo, ki naj bi poosebljala življenje. Če so naši predniki bili tukaj zato, da živijo, zakaj bi predali bogovom življenje? Mi smo tisti, ki živimo. Zato ne rabiš benga Boga. In zelo lepo je to Ovsec opisal v svoji knjigi. O uvažanju bogov. To se dela masovno, kar je pa še huj, dela se pa copy-paste. Samo ponavlja, prepisuje nekritično. In naenkrat imamo eno zbirko vsega, ki nikoli v tej zbirki ne veš več niti, zakaj se gre, čemu je namenjena. In ko to daš stran, ko ti ostane slovensko bajoslovje, v slovenskem bajoslovju pa lahko najdeš duhovnost. Tisto, ki mi živimo. Potem Kelti. Vse, kar je neznano, kar naj ne bi poznali, so Kelti v preteklosti. Ampak v času, ko so Kelti živeli, ki so bili samo eno majhno pleme v Evropi, smo poznali tudi imena za vse ostale ljudstva na našem etničnem področju. Od Karnov, Venetov, Tauriskov, Japodov in tako naprej. Imena so znana. Kelti so v bistvu vnos dodatne neznanke v preteklost in iz matematike vemo, če ustaviš neznanko, potem ne priješ do rezultata. V bistvu je to odmik od rezultatov. In točno tako se tudi dela. Zato dajmo neznanke odstranjevati, da vidimo rezultat. Že Franc Kos pred več kot 100, da bo že skoraj 120 let, je napisal, da v bistvu sklavinja in sklavi in karkoli se te dve besede sklanjata, da to vse pomeni Slovenija in Slovenci. In on je napisal 4 debele knjige, gradivo za zgodovino Slovencev.
In to je temeljno čtivo za vse zgodovinarje, arheologe, etnologe. Zakaj bi potem tle ene Slovane tlačile pa ene Kelte noter, če tega ni potrebe. Slovani. Kakšni Slovani? Že Gorenjski muzej se sprašuje. Ampak kljub temu se to nadaljuje. Gre se pa v bistvu samo za to, da so slovaško črko za E, ki je A z dvem pikicam pač spremenila v A, in potem nadaljujejo s slovanstvom. V bistvu je pa to lahko samo slovenstvo, ker sklavi enkrat prevajajo kot Slovane, enkrat pa kot Slovene, tako kot jim pač paše. In če pogledate druge slovanske narode, slovanske v narekovaju, koliko dajo na slovanstvo, koliko poznajo Slovane, boste zoroženi, ker jih skoraj ne poznajo, ker jih ni. In zakaj je slovanstvo tako nevarno? Predvsem zaradi tega, ker slovanstvo ne pozna kurenta, krestnika, kosezov. To je izključna slovenska posebnost. In znotraj slovanstva se pač to izgine, s tem izgine naša identiteta. In koliko, zdaj danes ne bi bila Rusija ena domovina slovanstva in steber slovanstva, koliko oni res želijo biti to, pokaže ta izjava ruskega zunanjega ministra Sazonova leta 1915, ki je rekel, da se ruski narod ne bi boril niti pol dneva za Slovence. Pa ne samo za nas, velja za vse isto. Ker to so Srbi isto ugotovili z planom načrtanja. Srbi so naredili plan svoje zunanje politike v 19. stoletju in so ugotovili, da Rusi ne bodo pomagali nikomor, ampak hkrati Rusi zahtevajo do vseh, da pomagajo njim. Ampak še vedno furamo slovansko zgodbo. Potem pa pridemo do dvojnih poimenovanj, trojnih, četvornih, petornih, ki se kar poimenuje na nov, dodatno. In pri tem se noben ne pritežuje. In tle je zelo lepo pričanje od Janeza Strgarja, ki ga je zapisal Pavle Medvešček. In prav, da že pred prvo svetovno vojno je prišlo do dvojnih poimenovanj. In ljudje so to kar sprejeli, mirno. Ne? In tako, naenkrat je Kresnikov kres postal Šentjanžev kres. Danes je to že Ivanov kres. Ampak kresnik je samo eden. In tako se to podvaja. Pred prvo svetovno vojno se je že začel. Še bolj se je po drugi svetovni vojni. Zdaj v dobu interneta oziroma v dobi informacije se je pa to podeseterilo. In ni rešitev več podatkov, rešitev je samo izvirni podatki. Samo to. In tle je ključno slovensko bajeslovje. Zapisano jo imamo, bogata je, izjemna je v evropskem merilu, če ne celo svetovnem, to je Nikolaj Mihajlov ugotovil, ki je raziskoval samo slovensko in baltsko mitologijo, ker je v njej najdel čisto vse, kar je rabil. In v naših mitologijah ni nasilja, ni vojn, tako kot je recimo v grški, rimski mitologiji ali pa slovanski.
zato ker smo drugačni. In v vsaki mitologiji je zapisana duhovnost, ker vse religije so nastale iz mitologij. Znanost je pa nastala iz religij. In potem vidite, da vse isti vzorce prenašajo naprej. In tako imamo tudi v slovenskem bojevslovju tudi zapisano duhovnost. Sicer je težji priti do nje, ker je izjemno preprosta. Toliko preprosta, da se težko predstavljamo, ampak a ni tisto, kar je preprost, najboljši. Ampak ključno pa je to, samo lokalno, krajevno bajoslovje je tisto, ki je za nas primerno. Tako kot zelišča, tako kot rastline, tiste, ki rasejo tukaj, tiste so dobile, imajo odnos z nami in našimi predniki in od tistih lahko nekaj dobimo. V bistvu v bajoslovju imamo čisto vse. Začnemo lahko z dvema bajkama, ki govorita o začetku sveta in ena celo od začetka, od stvarjenja človeka. To se pravi od popolnega začetka, od tiste točke, kjer se spirala začne vrteti, od tam vlečemo informacije. Potem se pa sam nadaljuje. Bajka o kurantu in vesoljnem potopu, ki pravi, da sta dve rastline za nas svete in najbolj primerne. Trta in ajda. No, v bistvu tudi vse povesta za naprej. Dokler so bili Slovenci še ajdi. Jakob Kelemina je še najdel te bajke in jih je še uspel zapisati. Sprav pred 100 leti se v tem niso spraševali, kako so se naši predniki imenovali, ampak so vedeli. Vindija Koromandija pravi, da je bilo v naših krajih vsega na voljo. Točno to pravijo tudi avtorji iz antike pa zgodnjega srednjega veka na našem področju. Naš področje je bilo tako bogate, da je v bistvu nudilo čisto vse. Saj še danes tudi, samo pač mi ne vidimo, ker vse, kar je tuje, ker vse, kar je od zunaj, je boljše. Ker smo pozabili, kdo smo. In tle bi se navezal na Dario Corteseja, ki je rekel, da nikoli nismo bili izgnani iz raja, smo pa pozabili, da živimo v njemu. In to je tisto, kar sem tudi prej rekel, da od nikoder nismo prišli, pa tudi nikamor ne bomo šli. Zato, ker smo že skozi v raju. Samo, dajmo se to spomniti. In tukaj pridemo vrtenje. Prej smo videli kolo, Kresnikov kolo, kako se vrti, spirala, kako se vrti. In ko pogledamo, koliko je v našem jeziku pomembno vrt, koren vrt, potem nam da misliti, da tukaj je nekaj drugega, je še nekaj več. In v bistvu je res. Z vrtenjem se mi lahko rešimo tega vrtenja po obodu kolesa, zaradi katerega smo počasi postali že malo pijan, že malo omamljen. Ker če se mi začnemo zavestno vrteti, potem se odlimamo od oboda in začnemo počasi potovati proti središču. V sveto os, v tej sveti osi je pa v bistvu praznina. In to je tisto, kar čakamo, kar si želimo, kar je v bistvu ena vrsta odrešitev. In to tudi ponazarja Marijin vrtec. To je bil avtohton slovenski ples, ki so ga plesali tam še do 200 let nazaj.
potem so pa tudi to pozabili. In v bistvu to dokazuje, spet plešeš v vrtincu. In vse to ponazarja Kresnikovo kolo. Jaz nisem vedel, zakaj sem do njega prišel, niti nisem imel pojma, do česa sem prišel. Ampak to, kar je danes Metod pokazal z števili, do enakih stvari sem jaz prišel preko bajeslovja, pa preko ljudskega izročila. Ampak takrat, če pojma nisem imel, do česa sem sploh prišel. Danes pa vem. Prišel sem do v bistvu končne rešitve, ker s tem vrtenjem osvobodimo duha v svojem telesu in se prepustimo, da nas duh vodi naprej. In v tem primeru ne potrebujemo informacij, ne potrebujemo podatkov, ne potrebujemo tehnik. Tako kot je Vesna prej povedala, koliko malo mi vemo, zaznavamo. Zakaj bi se poje učili nekaj naprej, če to lahko napredujemo samo za kakšen promil? Če se pa prepustimo duhu in nas duh vodi, ne potrebujemo nobenih tehnik, podatkov, informacij, ampak on točno ve, kam nas mora pripeljati, kaj bomo naredili. In tukaj vidite, kaj je slovenska duhovnost. Toliko je enostavna, toliko je preprosta, lahko rečem tudi primitivna, ker v bistvu v tem primeru je primitivnost največja nagrada, ki jo lahko damo. Ker to so delali v vsaki vasi, vsak kmet je to delal. Ni rabo nobene diplome, nobenega certifikata, nič iz uvoza in vse je bilo rešeno. Res pa je, da prva pa druga svetovna vojna sta pa naredile tak res, da se je pač to pozabilo. Ampak zdaj imamo čas, da to spet obudimo nazaj. In jaz sem popolnoma prepričan, da je Josip Vandot prišel do recimo temu staroverskega izročila v okolici Kranjske gore še pred prvo svetovno vojno, ampak ni vedel, kako to povedati ljudem. Ker če bi to napisal v taki obliki, kot je Pavle Medvešček, vprašanje, kaj bi se takrat zgodilo, ker že v tistem času je bila cenzura, verjetno tudi ljudje ne bi razumeli. In pač potem je to izročilo, to, kar je našel, podal v eni lepi pripovedki o kekcu, ampak noter je pa vtkal vse tisto, kar rabimo. In kekec je v bistvu v praznini. On se nikoli nič ni bavil. Točno to je praznina. Ker če nimaš želja, potem tudi strahu nimaš. V bistvu tudi ljubezni ni noter. Zato, ker je ne rabiš. Ker ljubezen je tudi samo ena od zank, ki nas držajo na en način. Ampak kako je on prišel v praznino? Gibal se je. Gibaš se lahko tako, kot se je kekec, lahko se pa vrtiš v krogu ali pa plešeš okoli ognja. Vse je v redu. S tem, da vrtenje okrog svoje osi je čisto v redu, samo to ne delate tako kot derviši. Ker to, kar derviši delajo, je zlorabljanje, ker jih odnese. Pri nas so se vrteli v krogu tako, kot recimo trebušne plesalke.
In tle spet trebušna plesalka, trebušni ples. S tem plesom so sproščali strah v trebuhu. Šele kasneje je to postal ples za zabavo. Prej bo pa v bistvu to ena najbolj zdravilnih plesov, kar jih je bilo možnih. Pa pevje. S petjem aktiviramo peto čakro. In peta čakra je edina čakra, ki so jo aktivirali, s katero so se ukvarjali v naši tradiciji, ker ko aktiviraš peto čakro, potem ona aktivira vse ostale. Niso aktivirali srčne čakre. Ti jo lahko odpreš 700%, ampak če nimaš pete čakre, ti tudi ta srčna 700% ne pomaga čisto nič. Zato je petje tako pomembno. In noter je, in petje je iz števila 5 narejeno. Če ste malo poslušali metoda, pa število 5, pa pentagram, pa peteljen. Peteljen, najbolj spregledana žival pri nas. Ko peteljen zakikirika, takrat zlobneži izgubijo svoje namene. Sprav, ko peteljen zakikirika, se pokaže svetloba. Zdaj veste, koliko je pomembno petje. Petje v bistvu prehanja temo. In skozi nos palico s sabo, zato da je prizemljen, da ima sveto os. To ni os sveta, tako kot nam razlagajo, ker to je spet napačen prevod slovenske besede svet. Slovenska beseda svet pomeni tako božanstvo, kot fizičen svet, kot moja parcela. In jaz ne vem, kaj ima svetovna os, kakšen pomen bi imel, če bi se jaz držal z eno povezoval, ampak če se pa iz svetovosjo povežem. To pa je. Ker to se pa povežeš z izvorom. Tista črna pikica, iz katere se nadaljuje spirala, vrtenje. In tudi povedal je, da je pač slovenski narod zaslepljen, kar velja še danes. Bolj strašljivo je to, da je on to ugotovil že pred 100 leti, pa v bistvu nismo nič napredovali. Ampak rešitve so. Imamo čisto studenčnico, še vedno smo ena redkih držav, v kateri lahko tankamo vodo kjerkoli v naravi. Imamo zelišča, kar smo danes že videli. Znamo peti, znamo plesati in imamo sveto os pri sebi. Tako, zdaj pa samo majčkene reklame. Pripravljam eno vrsto šole, čeprav to ni pravi izraz, ampak ne najdem drugega izraza, kako začutiti strast v sebi, kako jo aktivirati. Ker v bistvu kresnik, jaz sem kresnika probal razložiti z tistim, kar sem znal od slovanskih bogov, pa ni šlo. Zato, ker kresnik ni fizičen malik, niti ni moški ali ženski princip. Kresnik je življenjska strast. Strast do življenja. In to je tisto, kar je razlikovalo naše prednike od drugih. In zunanji simbol je ogenj. Ampak to je samo zunanji simbol. Notranji
oziroma duhovni, subtilni je pa ta notranji ogenj, notranja moč, strast. In bom pokazal, kako lahko z priporočili oziroma s pomočjo narave pridemo do praznine, ker to je ključ. In še ena stvar, ker smo tudi danes že nekaj govorili, žlahtnost Slovenk je nekaj posebnega. Metod je rekel, da kar je ženski princip in kar je v bistvu izhaja iz imena oziroma zloga kr. In s tem zlogom kr označujemo vse, kar je pomembno na tem področju. Karniola, kranci, karni, karantanija, karavanke, krn, v bistvu ves ta del področja je s tem povezan in to pomeni, da ta predel je zelo povezan z ženskim principom. To se pravi, tukaj ni nobenega tekmovanja, ni nobene agresije, ampak je drugačen pristop do življenja. In 1. marca bomo predavanje to, kjer so sicer vabljeni tudi moški, in to zato, da vidijo, kaj so ženske, hkrati pa ženske vidijo, kaj lahko moški naredijo v odnosu. In to je to za danes. In dajmo malo več bajati. Zdaj vas spomnim, da sem razložil, kaj je bajati. Bajati je stara slovenska beseda, iz katere se tvori bajeslovje. In bajati pomeni pripovedovati, prerokovati in čarati. In to je bilo naše bajeslovje. Dajmo čarati. Hvala.